Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Danes je z nami docentka dr. Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, ki jo prav lepo pozdravljam. Kot običajno pa tudi danes novinarsko konferenco začenjamo z včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. In sicer je bilo včeraj opravljenih 1380 PCR testiranj in 7144 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 209 novih okužb. Te podatke bomo sedaj videli v prvi današnji tabeli. Če še enkrat ponovim, je bilo včeraj med 1380 opravljenimi PCR testi potrjenih 209 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 15,1% in kot je razvidno iz tabele, je bil ta delež nekoliko višji kot pred enim tednom nazaj, ko je znašal 14,1%. In takrat, se pravi prejšnjo nedeljo, 25. aprila, je bilo opravljenih 1354 PCR testov, potrjenih pa je bilo takrat 191 novih okužb. Sedemdnevno povprečje okužb po danes objavljenih podatkih znaša 661 in je nekoliko višje, kot je znašalo včeraj, ko je znašalo to povprečje 659, v soboto pa je bilo to povprečje še nekoliko višje kot včeraj in je znašalo 667. Poglejmo si sedaj še zadnje podatke glede 14 in 7-dnevne incidence. Od petka, ko smo se nazadnje videli na naši novinarski konferenci, sta se tako 14-dnevna kot tudi 7-dnevna incidenca povečali. Kot je razvidno iz grafa, 14-dnevna incidenca na ravni države znaša skoraj 448. Primorsko-notranjska regija ostaja tista regija, ki ima najvišjo 14-dnevno incidenco, sledijo potem Zasavska, jugovzhodna Slovenija, Savinjska regija, Posavska in pa Gorenjska regija kot tiste regije, ki imajo 14-dnevno incidenco višje od incidence na državni ravni. Na dnu grafa pa vztraja Obalno-kraška regija kot tista regija z najnižjo incidenco. Podobno sliko prikazuje naslednji graf. 7-dnevna incidenca na ravni države znaša 220,5. Tudi tu je Primorsko-notranjska tista regija, ki ima najvišjo 7-dnevno incidenco, Obalno-kraška regija pa tista regija, ki ima najnižjo 7-dnevno incidenco. COVID postelje v naših bolnišnicah so še naprej žal polne. Danes se tako v bolnišnicah zdravi 608 pacientov, na intenzivni terapiji pa 147 pacientov, kar je še vedno veliko, a k sreči 5 manj kot včeraj. V ljubljanskem UKC imajo danes 185 hospitaliziranih, od tega kar 50 na intenzivni terapiji. Sicer pa je bilo včeraj v naše bolnišnice sprejetih 28 COVID pacientov, dan predtem pa še 30. Iz bolnišnice je bilo včeraj skupaj odpuščenih 19 pacientov, 35 pa jih je bilo iz bolnišnic odpuščenih v soboto. Tako včeraj kot tudi v soboto je v naših bolnišnicah zaradi COVID umrlo 6 oseb. Ob tem mi dovolite, da izrečem iskreno sožalje vsem, ki so ob tem utrpeli bolečo izgubo. Če pogledamo še zadnji graf, ki prikazuje trend zasedenosti postelj v naših bolnišnicah, še vedno zasedenost postelj ostaja visoka in kot je razvidno iz grafa, se ne premakne zasedenost postelj ne navzgor, ne navzdol, kar ni spodbuden podatek. V zadnjih tednih je šlo kakšne dni malo gor, malo dol, danes ponovno nekoliko navzgor. Vsi pa čakamo, kdaj se bo trend zasedenosti naših postelj v bolnišnicah dokončno obrnil navzdol. Pa še numerični prikaz. Na navadnih oddelkih se zdravi danes 461 pacientov, na intenzivni terapiji, kot že povedano, 147, skupaj pa se v naših bolnišnicah danes zdravi 608 COVID pacientov. S tem je zaključen uvodni del novinarske konference, besedo pa sedaj predajam naši današnji gosti, docentki dr. Mateji Logar. Izvolite.
Lepo pozdravljeni. Slišali ste današnje številke, slišali ste, kakšni so trendi. Kar je zaskrbljujoče, je to, da smo v prejšnjem tednu beležili poraste števila novo okuženih v primerjavi s tednom predtem. Pa če ne gledamo samo na absolutne številke, ampak gledamo tudi na procente, se nam je ponovno začel poviševati delež pozitivnih na PCR testiranih. Kaj to pomeni? To pomeni, da je virus še vedno med nami, da se moramo še vedno truditi, da upoštevamo vse ukrepe, ki so v veljavi, ker le na ta način lahko pripeljemo vse nas do tega, da bomo lahko sproščali še dodatne ukrepe, da bo čim manj omejitev in da se bo življenje vračalo v normalne tire. Kar pa je vzpodbudno, pa je to, da smo od 27. aprila dalje ves čas pod 10 tisoč okuženih oseb v Sloveniji, kar je pravzaprav prvič od 20. oktobra. Tako da bi se v tem trenutku v resnici želela zahvaliti vsem, ki nam pomagate, da dosegamo te številke, da razumete, zakaj so ukrepi, ki so v veljavi, še vedno potrebni in zakaj bo tudi v naslednjih dneh in tednih še vedno potrebno upoštevati določena pravila in priporočila. Številne svetovne zdravstvene organizacije so začele izdajati priporočila glede nošenja mask pri tistih, ki so cepljeni, in tukaj so možna določena sproščanja, se pravi te, ki so cepljeni, kadar so v družbi tistih, ki so ravno tako cepljeni, lahko se družijo brez mask, tudi v zaprtih prostorih in na manjših druženjih, medtem ko maske tudi za cepljenje po priporočilih svetovnih organizacij, zdravstvenih organizacij ostajajo obvezne na večjih prizoriščih in večjih prireditvah. Se pravi, maske bodo zelo verjetno ostajale še nekaj časa z nami. Še ena stvar, ki nam bo omogočila bolj normalno življenje in o kateri seveda že nekaj časa pogosto govorimo, je cepljenje. Ponovno bi pozvala vse tiste, ki se še niste cepili iz kakršnega koli razloga, da se za cepljenje čim prej odločite. V naslednjih tednih je dobava cepiva boljša, kot je bila do sedaj, vsaj takšna so predvidevanja. Velikokrat slišimo to, da so se ponekod cepili že mlajši, medtem ko v drugih cepilnih centrih se še niso cepili tisti, ki so že sedaj na prednostnih listah. Tukaj pozivam vse, ki ste takšni, da se želite cepiti, da izpolnjujete kriterije, da še enkrat kontaktirate vašega zdravnika preko elektronske pošte in ga opozorite na to, da še niste uvrščeni na cepilni seznam. Šele namreč takrat, ko vas zdravnik uvrsti na seznam, vas potem iz cepilnega centra lahko tudi pokličejo. Tako da resnici pozivam vse, ki se še niste cepili, ki ste morda že oddali svojo vlogo, pa vas še niso poklicali, da še enkrat preko elektronskih pošt o tem obvestite vaše izbrane zdravnike. Kar se tiče samih bolnišnic, kot je bilo že predstavljeno, nekako hodimo po robu. Tukaj ne gre samo za postelje, gre za zdravstveno osebje, ki v zadnjem obdobju zaradi tega, ker niso uspeli iti na dopust v pravi obliki, se pravi, ker so povezani v število ur, ki pravzaprav ne omogoča aktivnega počitka, kaj šele tega, da bi res popolnoma lahko naredili odklop od službenih obveznosti, ker tudi če imajo proste dneve, se lahko zgodi, da jih pokličemo nazaj, ker nekdo drug zboli. Tudi zdaj se povečuje število bolniških odsotnosti, ne na račun covida, ampak zaradi obremenitev. Gre za to, da ljudje pravzaprav zaradi tega dela, ki ga opravljajo zdaj že pravzaprav več kot pol leta, postajajo utrujeni, pri njih se povečuje zbolevnost in tudi zato vas vse naprošam, da mislimo tudi na te ljudi, ki potrebujejo dopust, ki potrebujejo stike s svojimi, zaradi tega trpijo seveda tudi družinski odnosi, da še vztrajamo z ukrepi, ki jih imamo
da se cepimo in da zmanjšamo pritiske tudi na bolnišnice in s tem omogočimo tudi v bolnišnicah prehod na čim bolj normalen način dela, kot smo ga poznali pred covidom. Skratka, res iskrena hvala vsem, ki upoštevate vsa navodila, ki ste se cepili oziroma ki se boste cepili takoj, ko boste imeli možnost. Hvala lepa.